Že tukaj Valentin. Govoril bom o dolgovih oziroma o odpisu dolgov. Ljudje imamo določen sistem, ko imamo denar in denar je bil na začetku nek fizičen predmet, je bil iz določenih dragih kovin ali bolj zapletenih oblik, je predstavljal neko dogovorjeno vrednost. Še do pred nekaj desetletij je bil tudi denar, ki smo ga imeli v sodobni družbi, kot papirnati denar in elektronski denar, vezan na protivrednost v zlatu. Potem se je pa to razpustilo in odslej je lahko vsaka centralna bančna denarna institucija po svoji volji proizvajala praktično neomejene količine denarja in ga potem posojala bankam, da so ga potem banke posojale naprej ljudem. Denar v današnji družbi je torej vezan na dolg. Denar ne predstavlja več neke realne vrednosti, ampak predstavlja dolg. Denar je praktično izjava, da nekomu nekaj dolguješ. Bankovec, recimo, je kot neka vrsta pogodba, z katero si se zavezal, da boš tistemu, ki ti je ta bankovec dal, vrnil neko vrednost. In naš sistem je tak, da imamo vse stvari polastninjene, čeprav nam mati zemlja vse poklanja brezplačno. Če hočeš nekaj narediti, recimo se iti nek posel, je potrebno vzeti kredit, se zadolžiti in običajno so tisti prvi posojilodajalci ožji družinski člani in prijatelji. Potem pa, če hočeš še hitreje napredovati, pa vzameš kakšen bančni kredit. Potem je pa tudi situacija tako negotova, da se razmere zelo hitro spreminjajo. Imaš lahko neke dobre ideje, neke načrte, kako boš lahko zaslužil, ampak se žal ne uresničijo. In potem te ostane dolg, nimaš ga pa od kje vrniti. Sledijo potem razne izterjave in rubeži. Lahko celo do te faze ta izterjava pride, da se človeka pusti na cesti, brez vira preživetja, in marsikdo je potem tako obupan, tako nesrečen, da naredi samomor. Vprašanje je, zakaj ne bi mogli narediti boljši sistem? Če smo ljudje res tako inteligentni, zakaj se moramo zadolževati? Zakaj imamo tak sistem, ki ne poskrbi brezpogojno za preživetje slehernega posameznika? No, da s tem sistemom nekaj ni v redu in da dolgovi pomenijo neko vrsto suženjstva, so doumeli številni ljudje, tudi politiki in določene države,
Na Hrvaškem so pred nekaj meseci najbolj revnejšemu in zadolženejšemu sloju prebivalcev odpisali kar precejšnjo količino dolga. Danes sem zasledil v medijih, da je Rusija odpustila Afriki 20 milijard dolga. Načrtuje se, da bi podobno tudi v Sloveniji naredili, da bi država odpustila dolgove najbolj zadolženim prebivalcem z najbolj nizkimi prihodki. In to je že nek korak v to želeno smer, ko država dejansko poskrbi za socialno blaginjo ljudi. Kajti vse, kar potrebujemo za preživetje, ni denar, temveč so sredstva, ki nam omogočajo preživetje. To je hrana, voda, zavetje, obleka. In te stvari so materialne stvari. In surovine za to dobimo od tega planeta, od matere Zemlje, in to brezplačno. Fino bi bilo torej narediti sistem, kjer se lahko prebivalci določene države oziroma vsi ljudje na tem planetu v popolnosti izražamo z zavedanjem, da imamo sistemsko zagotovljene možnosti za preživetje. Da ne glede na to, česar se bomo polotili in ali nam bo neka ideja, nek podvig uspel ali ne, da bomo brezpogojno zavarovani iz strani države, da nam bo omogočila preživetje. No, tak sistem dejansko želimo vpeljati in zato smo tudi ustanovili politično organizacijo, ki se imenuje Združenje enako odgovornih, ki namerava vpeljati ta sistem. Prvi korak pa bo uvedba zagotovljenega življenjskega dohodka. To je podobno kot univerzalni temeljni dohodek, vendar gre ideja še veliko dlje, predvideva določene sistemske družbene spremembe, da se odpravi potrošništvo in neracionalna izraba virov in sredstev. Zato vas vabim, da tudi vi podprete te predloge za boljši svet, za boljšo družbeno ureditev, kjer bomo lahko vsi živeli veliko bolj brezskrbno in v resnični družbeni odgovornosti drug do drugega. Več o tem si lahko tudi pogledate preko povezav v opisu tega videoposnetka. In seveda vas vabim tudi, da se pridružite Združenju enako odgovornih oziroma ZEO na kratko preko naše spletne strani zeo.si ter tudi Facebook strani. Toliko za enkrat. Hvala za posluh in nasvidenje.